na koroški konec tabor in na koroškem. Kolega Stolovca Avguštin Maler nam bo predstavil torej naš dolgoletni kolega, prijatelj in seveda raziskovalec razvoja, kar se je slovenskega dogajalo na oni strani Karavank, da uporabim centralistični pogled. Ne? Drage kolegice in kolegi, oprostite mi, moj glas pride iz zimskih razmer na Ljubelju, ker je še močno snežilo včeraj, pa sem se tudi to primerno prehladil. Se bi pa kar začel s tem svojim prikazom taborov na Koroškem in uvodoma povedal seveda, da so leta, ko so potekali tabori, zaznamovali številne spremembe na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Na političnem področju je zavladal dualizem, ki je v avstrijski polovici gospodarskim in intelektualnim elitam nemškega naroda izročil v roke vladne posle, druge narodnosti pa dokončno potisnil v podrejen položaj. To hegemonijo so nemške elite zaščitile v veliki meri še s kurialnim volilnim redom, ki je bil povezan še z ozkim premoženjskim cenzuzom. Na Koroškem so te elite svoje dominantno vloge poleg tega zaščitile še z volilno geometrijo, odnosno s tako upravno porazdelitvijo volilnih okolišev, ki je bila po Melikovi oceni za Slovence katastrofalna, ker je imel le en sam okraj slovensko večino in s tem tam obstajala možnost slovenske zmage v kmečki kuriji. Prav v drugi polovici 60. let 19. stoletja se je pričel na Koroškem še postopen propad fužinarstva in železopredelovalne industrije, ki se je zaostril v 70. letih. Pod večno delovno silo je prisilil v migracijo v novo nastajajoče industrijske centre ob Muri in Murici na Štajerskem ali še dlje, ali pa se je morala vrniti med kmečki proletariat. In prav ta proletariat, slovenski proletariat ob rekah Murici in Muri sploh ni raziskovan, čeprav so tam slovenski delavci izdajali slovenske liste, ki so bili vsaj po naslovu razstavljeni tudi na Dunajski razstavi o delavskem gibanju. Konkurenčnost drugih krajev v monarhiji, pa tudi izven nje je postala hujša. Za Koroško je z letom 1866 odpadel še gornje italijanski trg. Ekonomsko nazadovanje je prizadelo tudi slovenske dele dežele oziroma kraje, omenim samo Ravne, Lipico, Bajtiše, Podljubelj, Borovlje, Bistrico v Rožu, Vetrin in tako naprej. Na kulturnem področju je sicer Mohojeva družba pa Anton Janežič s svojim delom Celovec postavil v vodilni položaj na Slovenskem. Vendar izgradnjo te vloge je celovška mestna uprava preprečevala s tem, da ni bila pripravljena dati potrebne koncesije za tiskarno, za slovensko tiskarno, kar je imelo daljnosežne posledice. Kot vemo, je potem list Slovenec bil ukinjen, prav zaradi tega, ker ga v Celovcu noben tiskar ni hotel več tiskati. Torej, posledica pa je bila ukinitve ta, da je poročal o izidu ljubljanskih volitev in kranjski deželni namestnik je Koroškega pozival, da naj končno ukine ta list, na kar mu je Koroški odgovoril, da za to nima nobenega vzroka in da naj bi mu Kranjski le povedal, na kateri osnovi bi se dalo prepovedati torej list Slovenec. Pritisnil pa je na tiskarja Kleinmeierja in s tem je list propadel, ker je odpovedal tiskar pač vse, kar se je tiskalo v slovenščini v svoji tiskarni. Naposled je treba omeniti seveda tudi še ljudsko-šolski zakon, ki je napovedal konec konkordatske šole in s tem vpliva katoliške cerkve na šolstvo in s tem seveda tudi slovenskega vpliva na to šolstvo.
Odločilna beseda glede učnega jezika je bila prenešena na vzorjevalce v ljudskih šol, na občine in na deželni odbor. V občinah so imeli Slovenci prav zaradi pluralnega volilnega reda izredno težak položaj, v deželnem odboru pa niti enega zagovornika svojih predstav glede slovenščine kot učnega jezika. Z nacionalizacijo celovškega učiteljišča, tu mislim na učiteljski kader, in z njim povezanim učiteljskim domom pa je bil storjen korak, ki je za slovenske učiteljiščnike napovedoval hude čase. Čeprav je v preteklih desetletjih išla vrsta razprav o šolstvu na Koroškem, vse do danes nimamo primarnih virov o povpraševanju slovenskih občin glede učnega jezika. Zaradi tega tudi manjka analiza teh virov in ne moremo slediti Guttevim tezam, da so slovenske občine po vrsti zahtevale nemški učni jezik od drugega razreda naprej oziroma še prej. Na osnovi sekundarne literature brez pretiravanja lahko povemo, da je odločilno besedo v vseh primerih imel deželni odbor, ki je po svoje interpretiral prošnje slovenskih občin in v številnih primerih tudi ignoriral pomisleke in predloge aktivnega učiteljskega kadra glede učnega jezika. V Dunajskem parlamentu je liberalna večina sprejela 15. novembra 1967. leta zakon o zborovanjih oziroma društvih. Na njegovi podlagi so bila potem sploh šele ustanovljena politična in druga društva. Kljub temu je poteklo na Koroškem še leto in pol, preden je bilo tu po dunajskih in graških skledih ustanovljeno prvo politično društvo, in sicer Glanthaler Demokratenverein. Tu je treba poudariti graške in dunajske zglede, kjer koroško zgodovinopisje večinskega prebivalstva navadno poroča o tem, da so vse slovenske iniciative, ki so jih pač koroški Slovenci podvzeli, prihajale iz Kranjskega. Enako velja to seveda tudi za nemško prebivalstvo, samo iniciative je bilo na Koroškem zelo malo in šele po ustanovitvi graških in dunajskih društev se je zganila tudi nemška večina na Koroškem. Kot tretjo politično društvo je bilo ustanovljeno na Koroškem, je bila ustanovljena na Koroškem Trdnjava. Po podatkih društvenega registra naj bi bila ustanovljena 16. novembra 1869. Iz literature in drugih virov povzemamo, da je po poklicu učitelj in premožni posestnik Ferdo Vigele nekako sredi poletja 1969 sprožil iniciativo za njeno ustanovitev. O nameri je bil obveščen tudi Andrej Einspieler, ki je 19. septembra 1869 Vigeletu pismeno odsvetoval ustanovitev in to storil ustno tudi na srečanju 23. septembra 1869. Vendar so iniciatorji torej ustanovili društvo in občin zbor tega društva je potekal 27. decembra 1969 in na njem so sklenili, da se organizira na Koroškem tudi tabore. In besednik poroča, da so sprejemali tudi resolucije, ki so se stavile, seveda niso bile nove, ponavljale so le, kar so tolikokrat že očitno v deželnih zborih zagovarjali slavni naši prvaki, kako dr. Vošnjak, Herman in toliko drugih, kar so tudi vsi tabori do Sihva po Štajerskem, Kranjskem in Goriškem očitno in pod milim nebom slovesno izrekli. Pokazati smo hoteli tedaj, da se vjemamo z načeli in terjatvami ostalih slovenskih kronovin. Za podsednika je bil izvoljen Albin Posnik, koncipient pri Pavliču v Velikovcu, tajniško mesto je prevzel Ferdo Vigele, denarničar je postal Rosbacher, trgovec v Celovcu,
funkciji društvenega upravništva sta prevzela Anton Šajnik, posestnik v Borovljah, in Andrej Viser, stolni kaplan v Celovcu. Potem je trdnjava organizirala mrežo poverjenikov na področju, ki naj bi skrbeli za članstvo pri trdnjavi, in odbor je dokončno o 2 taborih sklepal potem 13. marca 1870. Pri tem so se člani lahko naslanjali na izkušnje nekaterih svojih članov iz leta 1868, ki so nameravali oziroma hoteli organizirati prvi tabor na Koroškem, kajti skupina 27 posestnikov je 28. augusta 1968 po Pavličevi pisarni v Velikovcu sporočila v slovenskem dopisu o velikovškemu okrajnemu glavarju, da želi 29. septembra 1868 prirediti veliko ljudsko zborovanje v Bistrici pri Pliberku. Podpisniki so okrajnemu glavarju naznanili tudi spored zborovanja, ki je zajemal iste točke kot vsi tabori kot prejšnja 2 tabora na Slovenskem, kajti ta pliberški bil tedaj 3. po vrsti. Program načrtovanega zborovanja se je vsebinsko ujemal s programoma obeh že izvedenih taborov. Okrajni glavar je o nameri obvestil deželnega namestnika in povedal, da je zborovanje prepovedal na osnovi 7. člena društvenega zakona. Deželni namestnik mu je zapovedal, da naj upoštevanje prepovedi nadzoruje, in sklicatelji pa niso mirovali in so v slovenskem narodu napovedali tabor, ki ga je podpisalo 52 posestnikov, županov in občinskih mož. Kdaj je okrajni glavar potem ta tabor dejansko prepovedal, nisem mogel dognati, ker v arhivu ni to zadevnega zapisa. Okrajni glavar pa je na mesto kraja napovedanega srečanja poslal posebnega vladnega komisarja, ki mu je potem poročal, da tabora ni bilo. 7. marca 1870 je celovški besednik, edini slovenski list, ki je tedaj poleg šolskega prijatelja oziroma slovenskega prijatelja Isaja na Koroškem bodril domorodce, da končno enkrat pripravijo torej tabor na Koroškem. In ta tabor sta pripravila 2 pripravljalna shoda, prvič na velikonočni ponedeljek na Bistrici pri Pliberku in drugi v Bačah na binkoštni ponedeljek 1870. Tedaj je dejansko potem prišlo do sklica obeh taborov, oziroma sklepa, da se priredita en na Bistrici 31. julija 1870, drugi pa potem septembra 1870 v Žopračah pri Virtu. V to pripravljalno obdobje se je vključil tudi Andrej Einspieler, vendar ne v toliko z namenom, da bi sodeloval pri taborih, temveč da bi pridobil trdnjavo za sodelovanje oziroma kooperacijo pri volitvah. Vendar so v obeh primerih zborovalci sodelovanje z nemškim oziroma katoliškim konstitucionalnim društvom v Celovcu v primeru volitev zavrnili. Iz vabila na žopraški tabor povzemamo, da so ljudje po taboru v Bistrici, ki ga je obiskalo po slovenskih podatkih 8000 ljudi, pričakovali, da se naglo skliče še drugo zborovanje in zahtevali po besedah vabila na žopraški tabor, še en tak tabor, še en tak shod. In nadaljevalo je vabilo takole, citiram: vabimo vas že danes, pridite vsi, komu je še kaj mar za naš narod, pridite rodoljubi, zlasti iz celovškega, borovškega, rožeškega in beljaškega okraja. Pridite vsi, naj ste kmetje ali kajšlarji,
gospodari ali posli, stari ali mladi, tega in tega dne, torej k Virtu v Žopračah. In tudi program tega tabora je bil praktično enak, torej zahteva po zedinjeni Sloveniji, sicer v zakamuflirani verziji, potem zahteva po slovenščini v šolah in pred uradih ter sodiščih, potem kot tretja glavna oziroma važna točka tudi ekonomski problemi kmečkega prebivalstva, in kar posebej izstopa na žopraškem taboru je to, da so k koncu hoteli izraziti zvestobo in nepremagljivo torej zvestobo cesarju in domovini s pogledom seveda na vojne dogodke med Prusijo in pa Francijo. In ta proglas na žopraški tabor je podpisalo 15 kmetov, 6 duhovnikov, 4 učitelji, presenetljivo za Koroško, ker stalno se govori o tem, da so učitelji bili na Koroškem, saj slovenski, precej strahopetni, in 5 odpotnikov. In tega žopraškega tabora se je udeležilo po slovenskih podatkih 10.000 ljudi. Vse je bilo zelo slovesno, tako kot je to kolegica opisala prej na primeru ormoškega tabora, da so prihajali ljudje z zgodbo, da so potem peli slovenske pesmi, celo konkretno najdemo navedbe, katere pesmi so zapeli. Posebnost pa je tudi ta, da tedanji cesarsko-kraljevi komisar ni pustil glasovati ženskam. Torej, smeli so glasovati za te resolucije samo moški. In sicer polnoletni, kako je to preverjal, polnoletnost je drugo vprašanje, vendar je tudi ta namig pomemben, se mi zdi, da vidimo, da so se tudi ženske zanimale za slovenske narodne zahteve. Vse do tedaj najdemo v slovenskem tisku samo opazko o vlogi žensk kot zalih damah na veselicah celovške čitalnice, ker drugače se ne pojavijo v časopisu, ampak kot te zale dame na veselicah celovške poslovilnice jih pa stalno najdemo. Tretji tabor na Koroškem je bil in 18. po vrsti slovenski in zadnji je bil na Zgornjih Buhlah pri Rabštanju in tu je prvič nastopal kot govornik tudi Andrej Einspieler, ki je tedaj spregovoril o potrebi slovenskih hranilnic in pa samostojnih slovenskih zavarovalnic. Je pa odstopa programsko to zadevno, ker spet ni zahteve, eksplicitne zahteve po zedinjeni Sloveniji, čeprav je potem Zarnik na samem zborovanju govoril tudi to zadevno in je bil soglasno sprejeta resolucija tudi glede zedinjene Slovenije. Zakaj taka previdnost? Danes je bilo že ponovno omenjeno, da so bili omenjeni dogodki na Kranskem po Vižmarskem taboru in tu so bili pravniki, konkretno Pavlič očitno, toliko previdni, da so zelo previdno formulirali točke dnevnega reda tega zadnjega tabora na Koroškem in na njem so pretresali potem spomenico trdnjave, ali se sprejme v celoti ali ne, je bila v celoti sprejeta in ta je že delno odstopala od zahteve po zedinjeni Sloveniji. Čeprav je zedinjena Slovenija tudi v tej spomenici še na prvem mestu, vendar ponuja ta spomenica tudi že alternativo v okviru zaokroženih volilnih okrajev znotraj historičnih dežel.
Einspielerjev govor je motila tam na taboru skupina nemških demokratov, kot so se sami imenovali. Je pa tako, da ni čisto razjasneno, kdo je vodil to skupino, ali so to dejansko bili člani demokratskega društva v Grabštanju, ali pa so to poljulskega demokratičnega društva, ali pa so to bili drugi. Vsekakor lahko govorimo o tem, da je večina govornikov na koroških taborih bila iz vrst koroških Slovencev, vsega jih je bilo 8, 5 govornikov pa je prihajalo iz drugih slovenskih pokrajin, in sicer samo eden iz Kranjskega, 4 pa iz Štajerskega. Na vseh koroških taborih so zborovalci soglasno in navdušeno pritrdili osnovni misli taborskega gibanja, izrekli so se za zedinjeno Slovenijo, torej za združitev vseh Slovencev v eni deželi, z enim deželnim zborom in eno upravo. Slovenščini so hoteli dati popolno veljavo v uradih, šolah in pred sodišči in izrekali so se za izboljšave za kmete. Upoštevati moramo seveda, oziroma tu bi rad le opozoril tudi na oceno Janka Pleterskega glede taborskega gibanja na Koroškem, in ta je taka, navajam: dejstvo je, da se v celem letu 1870, to je v letu ofenzivnega nastopanja mladoslovenskega gibanja za zedinjeno Slovenijo na Koroškem, v letu 2 velikih slovenskih taborov, ki sta po svoji ljudskosti in množični udeležbi edinstvena v zgodovini Koroške v 19. stoletju, v nemškem liberalnem tisku ni pojavil noben glas, ki bi se upal naravnost nastopiti proti slovenskim nacionalnim zahtevam. Konec citata. Sam sem pregledal precej teh časopisov, torej tudi tu se ujema ta raziskava več ali manj z ugotovitvami drugih govornikov. Nemško nacionalni tisk ali pa nemško liberalni tisk, dunajska prese, freie prese, freie Stimmen na Koroškem, Graška Tagespošta so negativno poročali o taborskem gibanju. Izjema je seveda Vaterland, ki je bil itak v rokah konzervativcev, kjer so imeli tudi slovenski poslanci določeno besedo. Vandara se je obnašal zelo vprašljivo, enkrat pozitivno za taborsko gibanje, potem spet proti. Češki listi, koliko so objavljali, in to je tudi zanimivo, so pozitivno poročali o taborskem gibanju na Koroškem. Dejstvo je, da so koroški Slovenci pravzaprav s tem taborskim gibanjem prvič v večji meri stopili tudi v tedanjo nemško javnost, pa tudi češko bi lahko rekli, in se niso seveda odmevali so koroški tabori seveda tudi tu v Ljubljani, v slovenskem časopisju. Nemško časopisje, pa je to nemško liberalno, nemško nacionalno, pa je zahteve bolj sramotilo in govorilo o neukih in neumnih kmetih, ki jih zavaja slovenska duhovščina, čeprav vemo, da sta na koroških taborih nastopala torej prvih 2 samo duhovnika Matija Majer, ki so ga prej koroški listi tudi že ošvrkali zaradi zahteve po zedinjeni Sloveniji iz leta 1848, in pa Simon Nuden, ki je bil tudi poznan narodnjak. Hvala lepa za pozornost. Če bi tudi zdaj kar nadaljevali, kot smo naprej, torej če so kakšno vprašanje, bi kar zdaj v tem bloku šli tako naprej. Torej, kakšno vprašanje o koroških dogodkih? Ker bi mogoče imel tole. Ali je v tej argumentaciji, kaj se zahteva, zdaj
dana tudi primerjava s Kranjsko-Štajersko, ali je striktno sklicevanje, kaj Slovenci zahtevamo, ali je tudi že dodatek, kaj se sme na Kranjskem, Štajerskem, ali so se raje izogibali, sploh omenjali, da so v različnih deželah na ta način? Ne, ni nobene razlike, gre za enotne zahteve vsega slovenskega prebivalstva. Edino, kar lahko rečemo, je to, da so formulacije, torej programov teh taborov bolj previdne, glede na to, da je na Koroškem pač bila situacija taka, da je bila celotna uprava teda v rokah nemške večine torej liberalcev, nemških liberalcev, ki so se zelo naglo prelevili v nemške nacionalce. Imamo posamezne odbornike deželnega zbora, pomenil bi morda doktorja Lugina, ki je ustrajal na dejansko liberalnih pozicijah tudi glede odnosa do Slovencev še dolga leta. Ampak večina teh poslancev deželnega zbora, predvsem pa deželnega odbora, torej vlade, je bila popolnoma v nemško-nacionalnih rokah, torej najkasneje leta 1871. Omeniti pa je treba tudi to, da je ta nemški zakon zelo naglo ponehal. Če vidimo delovanje nemških liberalnih društev, je praktično ukinjeno leta 1873 po zmagi na volitvah. Potem praktično vsa ta društva, ki so nastala leta torej 69, 70, 71, vsa po vrsti zamrejo. Tudi slovenska, ki jih je potem organiziral oziroma vzpostavil Andrej Einspieler po letu 1871, tako imenovana katoliško-konstitucionalna. Na slovenskem delu dežele bi rekel, da so to bile prej čitalnice kot pa društva, so tako okoli leta 1875 prenehala z delom in leta 1875 je tudi Matija Majer deželni upravi oziroma oblastem, društvenim oblastem naznanil zaprtje trdnjave. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi pa šli kar na še četrti.